Ob vhodu v vojaško skladišče na Zgornji Ložnici je v soboto potekala osrednja občinska slovesnost ob 34. obletnici samostojne Slovenije in 25. juniju dnevu državnosti ter v počastitev zavzetja tamkajšnjega vojaškega skladišča. Slavnostna govornica je bila poveljnica vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica Mojca Lah. Kako se jaz spominjam teh prelomnih dni 34 let nazaj? Kljub rani mladosti so mi še vedno v živo ostali spomini na zvoke siren, iskanje zaklonov v kleteh stanovanjskega bloka, prenosi novinarskih konferenc iz Cankarjevega doma ter opazovanje in stiki z pripadniki teritorialne obrambe, ki so izvajali zaščito bližnjega objekta v okolici Laškega. Danes stojim tukaj pred vami kot poveljnica vojašnice in poveljnica 670. logističnega polka, ki domuje v Slovenski Bistrici. V tej vojašnici je bilo v takratnem času okrog 500 vojakov nekdanje Jugoslovanske ljudske armade. To območje je veljalo za pomembno območje, ne samo zaradi vojašnice same, temveč tudi zaradi dveh objektov v neposrednji bližini, telekomunikacijskega objekta na vrhu Boča in pa enega najpomembnejših skladišč za Jugoslovansko ljudsko armado, znotraj katerega se nahajamo, in samo skladišče je za mojim hrbtom. Še bolj kot pomembnost območij pa je bilo pomembno in odločilno to, kar se je dogajalo in izvedlo na tej lokaciji in v okolici. Sprejem same naloge, izvedba naloge blokade skladišča in kasneje zasedba so predstavljali prelomnici v poteku vojne v vzhodno-štajerski pokrajini in tudi širše. Kako je bilo to mogoče? Splošna mobilizacija je bila izvedena hitro in učinkovito. Odziv je bil popoln. 79. območni štab je moral delovati samostojno in organizirano. Kohezivnost in morala sta najpomembnejša elementa vsake vojaške enote in organizacije. Gradili ste jo skozi leta skupnih usposabljanj, izobraževanj, druženj, in ko je prišel čas, ste se odzvali klicu domovine. Imeli ste poveljnika v pravem pomenu besede. Žal ga danes ni več med nami. Vojaška in civilna obramba sta bili usklajeni in sta delovali. Vodil vas je skupni višji cilj. Imeli ste drznost in pogum, kljub določeni meri strahu in negotovosti. Vse to je odločilno pripomoglo k vašemu uspehu. Po zavzetju skladišča so se aktivnosti in naloge nadaljevale še z razselitvijo ogromnih količin streliva in eksploziva. To, kar vam je v pomoči krajanov širšega območja uspelo izvesti, je nedvomno izjemen logistični napor in podvig, ki nam bi tudi danes, odkrito povedano, predstavljal izziv. 80 let je minilo od konca druge svetovne vojne, pa vendar se danes bolj kot kdajkoli prej v zgodovini zdi, da svet ni več takšen, kot smo ga poznali in so ga gradile generacije v povojnem obdobju. Več kot 3 leta trajajoča vojna v Ukrajini, skoraj dobro leto trajajoča vojna v Gazi in zdaj še vojna med Izraelom in Iranom. Nič ne kaže na to, da bodo ključni akterji presegli nesoglasja in zmogli najti pot k miru. Kot vsaki vojni, pa tudi na teh območjih najbolj trpi civilno prebivalstvo in predvsem otroci. Spomini otrok iz teh območij ne bodo takšni kot moji, ampak bistveno bolj traumatični in nečloveški. Tistih, seveda, ki bodo preživeli. Bolj kot kdajkoli prej lahko rečem tudi, da slovenska družba ni več takšna, kot je bila v času osamosvojitvene vojne. Moje stališče, ki ga dostikrat izpostavim, je, da mi vojaki, pripadniki Slovenske vojske, negujemo in živimo vrednote, ki nažalost v širši družbi izginjajo. Čast, pogum, tovarištvo, lojalnost, predanost so naše vrednote. Temeljna, naša skupna vrednota pa je domoljubje. V marsičemu menim, da smo lahko zgled ostalim organizacijam in strukturam. Prav vsakokrat se odzovemo na klic domovine in če bi bilo treba, bi se po svojih najboljših močeh odzvali tudi klicu po obrambi domovine na ozemlju Republike Slovenije. Tudi mi, vsi vojaki, si želimo samo mir, oziroma da povsod traja mir in sožitje, a vendar se moramo
skladno z našim poslanstvom in zakonom pripravljati za tisto najtežje, za boj z orožjem. Prav tako menim, da je tu vaše in naše skupno območje na Bistriškem, Slovenski Bistrici in okolici lahko zgled ostalim skupnostim. Tukaj živite dobri, iskreni in domoljubni ljudje, ki še vedno živite tudi za skupnost. Prav tako ste naklonjeni Slovenski vojski in menim, da dobro sodelujemo in se dopolnjujemo. Želela bi si to še nadgraditi, a nam pogosto zaradi ogromno rednih nalog in aktivnosti to ne uspe v celoti. Spoštovani, spoštovane, prihajam iz generacije, ki ni bila neposredno vključena v vojno za Slovenijo. Z nami so danes tudi mlajše generacije, ki niti takšnega stika, kot smo imeli mi, niso imele. Smo v času praznovanj Dneva državnosti, ko je sicer več dogodkov, ki obeležujejo pomen vojne za Slovenijo. Zelo pomembno pa se mi zdi, da se zavedamo, da moramo spomin na te dogodke negovati in jih prenašati na mlade. Da moramo spodbujati razprave o pomenu teh odločilnih dogodkov in iskati družbeno enotnost in spravo. Ne samo v tem obdobju, ampak vsak dan, vsak na svoji ravni, v zasebnem, družinskem, šolskem, družbenem in političnem prostoru. Vsi mi, ki smo nasledniki vas, veteranov in veterank vojne za Slovenijo, vam moramo biti neizmerno hvaležni za vaš pogum in boj za samostojno Slovenijo. Vaša generacija se je odzvala klicu domovine, prevzela tveganje in nekateri med vami so žrtvovali tudi svoja življenja. Poleg hvaležnosti pa vam dolgujemo tudi prizadevanje za gradnjo skupnih vrednot, za gradnjo enotne in napredne skupnosti, za gradnjo uspešne in demokratične države, ki bo ponosna vsem, predvsem pa vsem preteklim bojevniškim generacijam Slovenk in Slovencev in ki bo zagotavljala trdne temelje naslednjim generacijam. Vsem tem generacijam, ki so izbojevale našo samostojno Republiko Slovenijo, izrekam globok poklon in spoštovanje za to, kar ste naredili za našo skupno državo. Le vi ste tisti, ki lahko razlagate dogodke in predajate izkušnje iz tistih dni. Nihče drug. 25. junij je praznik naše države, najlepše države na svetu. Vsem, ki smo se danes tukaj zbrali, iskreno čestitam o prihajajočem dnevu, državnem prazniku in vam želim vsem skupaj resnično vse dobro. Hvala. V kulturnem programu so nastopili moška komorna skupina Kud Lojze Aužner Zgornja Ložnica ter učenke Sofija Gorinšek, Živa Švab in Neža Pirš ter učitelj Primož Rajh iz Osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Ložnica.